Spoštovani, lep pozdrav iz studia Bistrica, kjer smo tudi danes pripravili nekaj prispevkov o minulih dogodkih. V oktobru obeležujemo teden otroka, skrb za požarno varnost in osveščanje javnosti o raku dojk. Ob izteku meseca pa bomo urne kazalce premaknili za 1 uro nazaj. Je pa oktober vse letos postregel z muhastim vremenom. In če gre verjeti ljudskemu pregovoru, potem sveti Luka, ki goduje 18. oktobra, sneg do kuka. Lahko pa verjamete tudi objavi dogodkov v oddaji, ki sledi, zato prijazno vabljeni k ogledu. Ob tednu otroka že tradicionalno vsako leto župan prisluhne članom prometnih krožkov na osnovnih šolah. Slovensko združenje Europa Donna tudi v Slovenski Bistrici skrbi za osveščanje v boju proti raku na dojkah. Ob tednu otroka v Slovenski Bistrici 16. leto zapored prireditev Otroški živ žav. V hladnih dneh aktualne tudi kraje kurilnega olja. 15-letni nogometaši iz Slovenske Bistrice premagali Žalčane. V rubriki Lokalne novice o prometni problematiki v očeh otrok, o teku in hoji upanja ter otroški ustvarjalnosti in razigranosti. Mesec oktober poimenujemo tudi rožnati mesec, saj v tem času veliko aktivnosti namenimo boju proti raku na dojkah, predvsem pri ženskah. V Sloveniji vsako leto zboli za rakom na dojkah 1200 žensk in nekaj moških. Evropsko združenje Europa Donna deluje po vsej Evropi, združenje pa je ustanovljeno tudi v Sloveniji. Europa Donna skrbi za osveščanje javnosti, pomaga obolelim in se trudi za čim hitrejše in učinkovitejše odkrivanje bolezni. V Slovenski Bistrici so preteklo soboto, drugo leto zapored, po zaslugi Rebeke Potočnik izvedli hojo in tek za upanje. Zbrana sredstva od štartnin pa bodo namenili socialno šibkim otrokom iz Slovenje Bistriške občine. Teka se je udeležilo okoli 70 odraslih in prav toliko otrok ter dijakov, med podporniki pa so bili tudi Slovenje Bistriški župan dr. Ivan Žagar in mnogi znani bistriški športniki ter drugi udeleženci. Simbol združenja Europa Donna je rožnata pentlja, ki so jo narisali v Grajskem parku in ob osnovni šoli, in marsikdo se bo ob tem simbolu zavedel, da se lahko bolezen zgodi tudi njemu. Zato previdnost in osveščanje ne smeta biti nikoli odveč. V četrtek, 8. oktobra, je slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar od tedna otroka sprejel mentorje in predstavnike prometnih krožkov z osnovnih šol v slovenjebistriški občini. Mnogi predlogi in pripombe, ki vsa leta na srečanjih izpostavijo učenci, poskušajo občinske službe izpolniti, čaka pa jih še zagotovo veliko dela. Še vedno je veliko pripomb na neurejena avtobusna postajališča, poti za pešce, slabo osvetljene prometne poti, pločnike, neupoštevanje prometnih predpisov in varnih poti za otroke. Letos se nekatere osnovne šole v občini niso udeležile srečanja, so pa zato učencem prisluhnili policisti, člani sveta za varnost in vzgojo v cestnem prometu, varnostnega sosveta in drugi predstavniki občinskih služb. Učence in mentorje je nagovoril tudi Dušan Leskovar, predsednik sveta za varnost in vzgojo v cestnem prometu. Na otroke pa ne prežijo samo pasti v cestnem prometu, je poudaril predstavnik bistriških policistov. Smo veseli v glavnem, da je tako kot je, da je nula, torej da ni dobenih poškodb, želimo si, da tako ostane naprej. Edino v tem kontekstu bi še mogoče opozoril, da imamo v zadnjem času na območju Republike Slovenije pojav kombijev oziroma vozila, ki v samo sebi, voznik vabi otroke na podlagi tega, da jim nudi bombone, tudi učiteljice oziroma malo tudi prosil, da malo osvesti otroke o tem in potem tudi, da dejansko jih opozorijo na to, da ne bi kdo šel na te limance, bi rekel. In naj čim prej, v najkrajšem možnem času, to otrok pove učitelju oziroma predstavnikom šole in potem, da se obvesti nas in mi probamo čim prej ukrepati in dobiti takšne storilce.
se pa pojavlja na območju cele Slovenije. V zadnjem času v Bistrici to ni bilo zaznano, če pa se bi pojavilo, pa še enkrat pravim, prosim, da nas o tem nemudoma obvestite in bomo mi z svojimi silami probali to odkriti, preprečiti, potem, da bo nekako preventivno že delovali. Sicer že delujemo okrog šol preventivno, koliko je to možno v naši kadrovski sposobnosti, bi pa vsekakor to bilo lažje, če imamo informacijo. Upajmo, da bodo prošnje iz otroških ust pristojni slišali in kolikor je v njihovi moči tudi uslišali. Po izgradnji nove ceste in pločnika opažamo, da starši in ostali udeleženci ne upoštevajo cestno-prometnih pravil, saj v času prihodov in odhodov kljub opozorilom parkirajo vozila na pločniku in na cesti, s tem pa velikokrat onemogočajo neoviran dostop kombija do šole, sploh sedaj, ko v neposredni bližini poteka gradnja vrtca. Želimo si, da bi se v prihodnosti še nadaljevala izgradnja pločnika ob regionalni cesti Slovenska Bistrica-Maribor od Šuntnerja do bencinske črpalke OMV, saj bi tak način povezali Zgornjo Polskavo, nam učencem pa omogočili varno pot v šolo. Peš, hvala. Hitrost skozi Spodnjo Polskavo je omejena na 50 km/h, vendar veliko voznikov omejitve velikokrat ne upošteva. Pred leti zgrajena in v lanskem letu obnovljen pločnik skozi del vasi je že zmanjšal nevarnost za pešce. Še vedno pa opozarjamo na nevarnost odsek za pešce ob cesti v smeri proti selam. V primeru izgradnje omejenega odseka pločnika bi lahko hodili v šolo peš in s kolesom. Tako pa nas velikokrat vozijo starši in se bojijo, da se bi nam kaj zgodilo. Zadnji 2 leti čakamo na dokončano ureditev ceste skozi kraj po dokončani kanalizaciji. Del ceste v središču vasi v smeri Pragerskega je že bil dokončan. Del, ki pa vodi proti Zgornji Polskavi, pa še je vedno nedokončan, saj manjka končna plastitev. Na teh krajih je še vedno nevarna vožnja za kolesarje in tudi za ostale udeležence v prometu. Že leta prosimo in čakamo, da bi se uredila avtobusna postajališče pred šolo, ki bo nam učencem omogočalo varnejši vstop in izstop z avtobusa. Naše prošnje ponavljamo in vedno znova upamo, da bi nam končno prisluhnili in uresničili naše želje. Ob koncu bi se pa vam najlepše zahvalila za vse, kar je že bilo opravljenega in je vplivalo na izboljšanje prometne varnosti v našem kraju. Mimo šole, kjer je del ceste namenjen enosmernemu prometu, vozijo prehitro, ne upoštevajo smeri vožnje in obračajo kar na cesti. Zato si želimo pogostejši nadzor policista, še posebej v jutranjem času. Ležeči policaj, ki je hitrost vožnje malo umiril, pa je čez počitnice čudežno izginil. Manjkajo tudi talne označbe pred šolo, kjer ustavlja avtobus. Ob šolski poti si želimo, da bi uredili pločnik, saj bi bila tako naša pot v šolo varnejša, predvsem od železniške postaje po ulici Karla Paja do šole. Ulice v okolici šole so namreč zelo ozke, ožje kot v preteklosti in zato še bolj nevarne za učence, ki hodijo v šolo peš. Še posebej ozka je Jurčičeva ulica, po kateri pa se je promet proti šoli močno povečal. Sedaj se nas veliko učencev vozi v šolo tudi s kolesom, zato še vedno pogrešamo kolesarsko stezo ter več prehodov za pešce. Moji vrstniki so mi našteli veliko problemov, ki nas spremljajo na naši poti v šolo. Še vedno pogrešamo prehod za pešce na ravnini mimo gostilne Janez. Učenci izstopajo na nasprotni strani in morajo prečkati cesto, da pridejo do šole. Hitrost na tej cesti je velika. Pred šolo imamo avtobusno postajo, ki sicer baje ne ustreza normativom, a je vseeno varnejša. Ker pa ni označena, je večina časa za parkiranje. Na njej ustavlja šolski kombi in avtobusi za šolske dejavnosti. Mi smo jo porisali in z risbami pokazali, da je postaja, a je žal premalo, potreben je prometni znak.
Trenutno je v okolici šole gradbišče. Potreba po parkirnih prostorih je zato še večja. Potrebujemo torej parkirišče, kjer bi nas starši lahko varno odložili. Proti pokopališču imamo pločnik, po katerem učenci hodimo v šolo. Obljubljeno je bilo, da se bo pločnik nadaljeval proti odseku za Gladomez. Tako bi bila naša pot varnejša. Zaradi dograditev nam primanjkuje zelenih igrišč. S postavitvijo ograje med parkiriščem in šolo bi pridobili varno igrišče za najmlajše. Prometna varnost v okolici šole je zaradi gradbišča večkrat slaba, a če vozniki in starši upoštevajo prometne znake, omejitve in ostale predpise, smo varni. Želimo si, da bi se odpravile še nekatere pomanjkljivosti, ki imajo lahko zelo veliko vlogo pri udeležencih prometa in so pomembna za varno pot do naše šole. Radi bi, da nam pomagate uresničiti korak do varnejše poti do šole s kolesi in peš. Zato predlagamo, da se uredi na cesti za igriščem oznaka za kolesarsko pot in naj se nadaljuje po Kopališki ulici. Da se na našo željo in predlog staršev uredi pot proti dvorani Bistrica, kjer manjka del pločnika od novo začrtanega prehoda do dvorane in od dvorane proti šoli, kjer poteka intervencijska pot. Da se od avtobusne postaje uredi ob parkirišču za šolo pločnik do stopnišča, da se označijo prehodi za pešce v križišču Kopališke ulice pri mostu na vseh 4 odsekih, da se še naprej nadzoruje park, da se tudi z vaše strani opozori lastnike malih živali, da svoje ljubljenčke ne vodijo na šolska igrišča, da se zavaruje za ograjo vse del šolskega okoliša, ki meji na cesto. Starši opozarjajo še na nekoliko nevarnih poti v širšem šolskem okolišu, ki bi bilo potrebno urediti. Nedokončan pločnik proti Devinski ulici. Preteklo šolsko leto in nov začetek smo preživeli varno in mirno. Želimo, da bi tako bilo tudi letos, saj bomo zelo ponosni, če bodo naše aktivnosti prinesle varne rezultate in se bo vsaj del naših želja, ki smo jih podali s predlogi, uresničil. Zahvaljujemo se za pozornost in vse, kar ste nam že nudili. Kot že vemo, se je v zadnjih letih za Gradiščem nastalo novo, dokaj veliko naselje, kjer se zdaj živi kar nekaj družin z majhnimi otroki, zato menimo, da bi tam morali zgraditi pločnik. Del pločnika sicer je zgrajen, ampak na drugi strani ceste pa še tam samo do prve hiše. Čez cesto ni prehoda za pešce, zato morajo učenci, nekateri se s sabo v vrtec peljejo tudi bratce in sestrice, skoraj celo pot do šole prehoditi po bankinah, na nekaterih mestih tudi po cesti. Za tiste, ki po tej cesti prihajajo v šolo, bi morali nujno zgraditi pločnik in urediti prehod za pešce. Skozi Križni vrh pelje glavna cesta Poljčane-Slovenska Bistrica, po kateri vozniki pogosto vozijo hitreje oziroma prehitro. Zgodilo se je tudi že nekaj prometnih nesreč, v katere naši učenci na srečo niso bili vključeni. Ob uri, ko otroci hodijo domov, veliko ljudi odhaja iz službe, zato je gneča na cesti še toliko večja. Nekaj otrok mora na poti domov ali v šolo prečkati to cesto, čeprav ni prehoda za pešce in tako so v veliki meri izpostavljeni avtomobilskemu trku. Iz tega razloga veliko staršev pred odhodom v službo otroke pripelje v šolo z avtomobilom in zaradi tega zjutraj nastaja problem varstva za vsaj 20 starejših učencev, ki so v šoli že od 6. ure naprej. Poleg tega bi rada opozorila na cesto Križni vrh-Laporje. Cesta je zelo ozka in relativno ravna. Vozniki zaradi tega radi pritisnejo na plin ter konkretno prekoračijo omejitev hitrosti. Tako srečanje pešcev z avtomobilom je zelo nevarno, torej tudi ta cesta nujno potrebuje pločnik, saj bi tako večje število učencev v šolo in domov hodilo peš, kar pa zdaj brez pločnikov ni varno. Tako je večina učencev v šoli od 6 do 14:50. Izredno pomembno se nam zdi, da bi prehode za pešce ter pločnike čim prej primerno uredili. Prav vsi si namreč želimo, da bi se učencem zagotovila varna pot v šolo, zato se obračamo na vas in upamo, da nam boste pri tem pomagali. Torej, naša šola je trenutno zgrajena 8 let. Imeli smo ogromno težav, kar se tiče prometa. Recimo parkirišče, bilo je premalo mest, glavnem najrazličnejše težave. Rešili smo jih, zdaj je vse dobro, smo zelo zadovoljni. Potem, kar se tiče krožišča, vedno je bila to glavna tematika v šolski skupnosti, ampak smo sedaj rešili, smo prav tako zadovoljni. Imamo pa še vedno 2 problema in sicer je to kolesarska steza. In sicer to je kolesarska steza, ki teče proti Kuglu. Naenkrat se konča, je pa vse več učencev, ki se prav tam vozijo v šolo in ne morejo nadaljevati svoje poti.
Večkrat so se skoraj zaleteli v mimoidoče pešce, ampak hvala Bogu ne. Potem pa še avtobusna postaja, ki je zraven naše šole, torej med našo šolo in pa vrtcem sosednjim. Tam pa vse več staršev, tako od vrtca kot tudi učencev naše šole, parkira svoje avtomobile in tam posledično avtobus ne more parkirati, tako da to je problematika. Drugače pa, kot sem povedala, smo neizmerno zadovoljni, edino te zadnje 2 stvari sta problem na naši šoli. Že 16. leto zapored ob tednu otroka organizatorji v Slovenski Bistrici pripravijo najmlajšim nepozabne trenutke polne zabave in ustvarjalnosti. Letos jim je načrte malce prekrižalo vreme, toda kljub vsemu je vse potekalo tako, kot mora biti. Čeprav je bila nedelja bolj kisla, to malih obiskovalcev ni motilo, sploh pa, ko so se srečali s piščančkom Pikom, ki je pravkar pokukal iz jajčne lupine in iskal svojo mamico. Za dobro voljo, ustvarjalno nedeljsko dopoldne in lačna otroška usta so poskrbeli člani društva Brusnica in prostovoljci Rdečega križa ter stojnica pri teti Pehti. Pokukali so tudi v keramično delavnico in pisali sporočila. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs. Brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, frizerjev, cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 11 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, neplačevanje preživnine, lahka telesna poškodba, poškodovanje tuje stvari in nasilje v družini. Spodnja Nova Vas. Neznani storilec je ukradel dvoosni priklopnik, na katerem je bila cisterna 600 litri kurilnega olja. Lastnik je oškodovan za 900 evrov, čeprav so priklopnik brez cisterne in kurilnega olja našli na povsem drugem kraju. Slovenska Bistrica. Neznani nepridiprav je vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel nekaj nakita ter gotovine v različnih valutah. Lastnik je oškodovan za 1900 evrov. Leskovec. Neki nepridiprav je z enega vozila snel obe registrski tablici, z drugih 2 pa po eno. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 15 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 30 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji in enemu vozniku zaradi hudega prekrška zasegli vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 7-krat, obravnavali pa so še 2 najdbi neeksplodiranih starejših ubojnih teles. Ekipa U15 nogometnega kluba Bistrica je dosegla svojo 6. zmago v prvi slovenski ligi Vzhod. V športnem parku v Slovenski Bistrici je v soboto 10. oktobra v tekmi 10. kroga prvenstva zanesljivo s 5-0 premagala zadnje uvrščeni Žalec. Bistričani so povedli že v 3. minuti. V polno je zadel Vito Ramadani. Drugi zadetek so gostje dosegli sami. Strelec avtogola v 16. minuti je bil Arne Kujan.
Na 3-0 je vodstvo povišal Nejc Pušnik v 28. minuti in obenem postavil končni izid prvega polčasa. V nadaljevanju tekme je 2 zadetka dosegel še Jaša Martinčič. Prvič je bil uspešen v 48. minuti, 5. gol za domače pa je prispeval v 63. minuti. Bistrica je na lestvici še vedno na 4. mestu, za vodilnim Mariborom zaostaja za 8 točk. Judoist Impola Matjaž Ceraj je dosegel velik uspeh. Minulo soboto je namreč zmagal na tekmi Evropskega pokala v škotskem Glasgowu. Ceraj je za zlato medaljo premagal 3 nasprotnike, v vseh 3 borbah je slavil predčasno z Iponom. Zmago je obenem pridobil lepo število točk v boju za nastop na olimpijskih igrah. Spoštovani, današnja informativna oddaja je končana. V teh dneh so ceste mokre in spolzke, vodljivost pa veliko slabša. Zato prilagodite hitrost vožnje, pešci pa uporabljajte odsevna telesa in svetlejša oblačila, da boste v prometu čim bolj vidni in s tem tudi bolj varni. Pa srečno do prihodnjič.